Takšnega nerazumevanja potreb mladih, kot ga je moč zaznati v Mariboru, vsaj na prvi pogled ni čutiti nikjer drugje. Kalilce nočnega reda in miru je potrebno krotiti. S tem se strinjamo. A slednje še zdaleč ne pomeni, da je potrebno zapreti ali preseliti vse, kar bi utegnilo zanimati tudi mladino. Maribor, univerzitetno mesto, morda res. Kaj pa mladim? Prijazno? Se dovolj dogaja? Ne, za mene ne v Mariboru. Mariborska zabavljaška krajina v centru mesta, bližini in v študentskih predelih je opustošena. Nekdaj nabito poln, te klub je danes zaprt. Klub mariborskih študentov zaprt, diskoteka Bumerang zaprta, center mesta v večernih urah prazen. To ni prav, vsi skupaj bi mogli se, od staršev, vsi skupaj bi mogli prispevati, da mladina ima prostor. Medtem ko se v tem mestu letno nahaja vse nekaj 10 000 študentov, se zdaj, kot je že znano, debatira še o selitvi kulturnega centra Pekarna. Če vsaj za trenutek odmislimo politične razloge, medsosedske spore in mednajemniške razprtije, lahko hitro ugotovimo, da bodo s selitvijo največ izgubili prav mladi. Ja, v bližini sem doma, ja. Ja, zdaj tako lete za mladino, mora nekaj biti, vendar zdaj za 100, ki tukaj, ki stanujejo, njih je problem, zdaj, recimo po polnoči zjutraj, celo noč, tako pa ni prijetno, zdaj, za stanovalce. Zakaj ljudi motite? V bistvu motimo jih, lomimo žalozije, smo vagabundi, pa kako se reče tistim, ko razbijajo. Če nas imate za vandaliste, to jaz ne vem, ne, ampak v bistvu mi ne delamo nič drugega, razen to, da kot sedimo in pijemo pijačo, pa potem si mogoče tam v parku kaj zapojemo, ko niti približno ni zraven kakšna hiša. Koliko časa sem tukaj, pa vidim, kako to, mislim, da to treba urediti. To je slika mesta. Mladi nekje se mora zbirati. To mi še povej, Pekarna je trenutno sorazmerno v centru. Bodi čisto odkrita, če se vso to dogajanje preseli k Europarku, boste tja še vedno zahajali? Ja, jaz mislim, da ne. Mislim, da se vsi tu najboljše počutimo.